Zakaj so se igrišča spremenila v bojišča? Prerivanje in pretep na tekmi kadetov, vroča kri na dvoboju pionirjev, napad na sodnika in posledično visoka kazen na veteranski tekmi, poskus fizičnega obračuna na finalu članskega pokala Slovenije. En teden je bil dovolj za kopico incidentov, ki so vrgli slabo luč na slovenski nogomet. Od ravni, kjer bi pričakovali, da bo akterje bolj kot rezultat zanimal program druženja po tekmi, do finala, kjer je ob lovoriki na mizi tudi boljše izhodišče v Evropi. Razgrete glave so z verjamemo, da še vedno redkimi izpadi zasenčili zmage, dobre zgodbe in razburljivost, ki jo lahko in jo je že, tudi v minulem tednu, ponudi slovenski nogomet. Igrišča so spremenile v bojišča, za povrh pa ponudile dodaten argument tistim, ki so najbolj priljubljeni igri na svetu že prej žaljivo pripenjali vse prej kot laskave oznake. Na srečo še ni šlo tako daleč, da bi nad nogometom pri nas obupali, a opozorilom, ki so jih sprožili incidenti, bodo morali slediti ukrepi. Izjave za javnost in kampanje proti nasilju ne pomagajo, če se povsem v nasprotju z obljubljenimi smernicami obnašajo aktivni soustvarjalci slovenske nogometne krajine. Tudi tisti najbolj izpostavljeni. Ko imaš problem na vrhu piramide, ne moreš pričakovati lepše podobe na manj izpostavljenih igriščih. Provokacije in pretirane reakcije, ki so si jih v sredo zvečer v Ljubljani privoščili člani Kopra in Celja s trenerjem Albertom Riero na čelu, so krepko presegle meje zdrave tekmovalnosti in športnega naboja. Odgovorni za disciplino v slovenskem nogometu potez, ki so igro in več kot zasluženo slavje Celja potisnile povsem v ozadje, pač ne smejo spregledati. Opravičila, ki so se spisala, ko so se glave nekoliko ohladile, so prvi korak, da se igrišča ne spremenijo v bojišča. Da se črn madež izbriše, pa bo potrebna uresničitev obljube, da se kaj takega, kot smo spremljali med in po finalu v Stožicah, ne bo ponovilo. Vzgledi pač niso nepomembni, pa naj bo na kadetski tekmi ali na dvoboju, ki odloča o naslovu prvaka.